Spoštovane tovarišice in tovariši, drage ženske, spoštovani gostje, pozdravljeni na današnji tradicionalni prireditvi upočastitev 8. marca dneva žena. Letošnje leto je za nas še posebej slovesno, saj obeležujemo 80. obletnico osvoboditve in zmage nad fašizmom ter nacizmom. Partizanke in partizani so z ramo ob rami izbojevali svobodo in zmago nad močnejšim sovražnikom. V tem času je vse več žensk vajeti življenja prevzelo v svoje roke. Na branikih so se borile za svobodo svojega naroda, delale so kot obveščevalke in kurirke, prevzemale so pomembne politične funkcije, skrbele za najranljivejše, bolne in obnemogle, izobraževale so prihodnje generacije, gradile so življenje za prihodnje rodove. Med 1322 posamezniki je le 91 žensk prijelo najvišje jugoslovansko vojaško odlikovanje, red narodnega heroja. Med njimi kar 21 Slovenk. S tem so postale narodne herojinje. Njihova dejanja, prepričanja in vrednote so postavile temelje naše nove domovine in prihodnosti naroda. Številne narodne heroine so delovale v Ljubljani, kjer še vedno številne institucije, šole in vrtci nosijo njihova imena. Med njimi sta na primer Malči Belič, ki je umrla po 6 dneh trpinčenja v zaporih, Vida Janežič Lučka, ki je delila podobno usodo, pa vendar ni izgubila upornega duha. Na steno v svoji celici je zapisala: svoboda bo prišla, a mene več ne bo. Pa Ivana Regancin, Dolničar, ki je mimo postojank in bodeče žice prenašala orožje kar v kanistrih za mleko. Mira Svetina Vlasta, ki je že nekaj časa celo vodila osvobodilno fronto v Ljubljani in še bi lahko naštevali. Te ženske so bile nosilke velikega dela vsakdanjega življenja v Ljubljani, v času narodno-osvobodilnega boja. Zato se danes spominjamo njih in njihove zapuščine.
Vsako leto nas pri obujanju spominov in opominjanju na nauke preteklosti podpre tovariš Zoran Janković, župan mestne občine Ljubljana. Brez njegove predanosti vrednotam narodno-osvobodilnega boja in pripravljenosti boriti se za svoje ideale, bi bila podoba mesta Ljubljane verjetno precej drugačna. Ob tem mi na misel pridejo Kajuhovi verzi. Če ljudi bi ne bilo pri nas, ljudi, ki ne ubogajo na vsak ukaz, tedaj bi nas že kdaj odnesel plaz. Tako pa še živimo, čeprav nas je milijon samo. Zdahnili bi, da ne trpimo z uporno, dvignjeno glavo. Verjamem, da bo njegova glava ostala uporno dvignjena tudi v prihodnje. Tovariš Zoran Janković, prosim vas za nekaj besed ob našem prazniku. Spoštovane in drage družice, drage mame, žene, hčere, tašče, vse čestitke za vaš dan, za naš dan. Dragi tovariši, mislim, da si naše dame tu prisotne zaslužijo en velik aplavz vseh nas. Da jim zaželimo v mojem lastnem imenu, v imenu Ljubljane mesta Heroj, da bi z njimi ravnali tako celo leto, kot bomo danes. Danes je dan, ko bom pozdravljal samo tovarišice, ene posebej, in to mi je v veliko, veliko čast in veselje. Pozdravljam našo danes častno govornico, mojo prijateljico, častno meščanko Aniso, in se veselim njenih besed, ki bo iz svojih izkušenj po celem svetu pokazala, kaj je bodočnost te Evrope, tega sveta. Poseben pozdrav gre moji prvi direktorici, Julki. Večkrat sem povedal, pa bom še ponovil, da ne boste pozabili. Bil sem zelo, zelo mlad, 50 leti, prvi službi na pošti, koja direktorica. Nekaj se hotel nekaj povedati, da je eden štefu rekel, mulc tiho govori. Da je rekla, puste mulca govoriti. In te govorim že 50 let, pa še nisem let. Da mi ne zamerite, moram pozdraviti še dve posebni dami, moja mama, ki jih ima dolgokratno 96, moja taščo, ki jih ima 91, kratkem, kajti te dve se biti zame vsake na svoj način, tako da sem res v dobri rokah. Današnji dan združujemo s tem, kar se bo zgodilo čez nekaj mesecev, pomembna okrogla obletnica osamosvojitve Ljubljane, mesta Heroj, da kar smo v tej sobi, v tej dvorani vsi izjemno ponosni. Čakamo ta dan in se veselimo tega pogleda, kako so partizani osvobodili Ljubljano. Spominjam se teh slik konjev in naših poveljnikov in Ljubljančanov, ki so stali ob cesti z rožami v rokami in z nasmehom na obrazu. Te slike nihče ne more ponarediti in tu, ko sedimo tisti, ki nas ni, v mestu Heroj ne bomo dovolili, da kdorkoli poskuša spreminjati našo svetlo zgodovino. Ne bomo dovolili, da se postavljajo spomeniki tistim, ki so okupirali deželo, nacistom, fašistom in tudi ne tistim, ki so jim bili zvesti, kajti to so bili narodni izdajalci. Mesto Heroj vse pozdravlja. Ne bo vsem lahka zemlja, ampak enostavno na teh zgodovinskih dejstvih je treba ostati. Naš poslanec, ki je na tem najbolj izobražen, govorim o tistem, kar jaz vem, ko govori o teh partizanskih stvareh, kolega, vem, kako se piše in to mi je ne sekirati,
ampak se rekel, da mu sam dame pozdravil, to je razlika. Ne bo dovolil, da bi poskušali dati neke posamezne člene v to zgodovino. Nekako se mi zdi, da bo moral letos z veseljem ponoviti tisto, kar sem rekel lani 9. maja glede Evrope. Ta Evropa je ratala žalostna skupnost. Brez pravega vodstva, brez prave ideje. Najprej smo kar nekaj let sedeli željami, zahtevami Amerike, zdaj kar naenkrat bi v enem tednu vse spremenili, pa bi po svoje delali. Celo nam proba dajati na svete tisti, ki je zapustil Evropsko unijo, govorim o Angliji, kajti takrat, ko se odločijo, da grejo ven, prvo ne pridejo nazaj, ne se lepo upravičijo za to svoje dejanje in potem ne govorijo o tem, kaj bo naredila Evropska unija. Takrat sem rekel in povedal, sami dobro veste, da mi ni težko karko reči. Tudi o prijateljstvu z Vučićem, če želite, lahko to ponovim. Ampak dejstvo, če izgubim svoje ideale, nisem jaz. Vsak od nas ima pravico do svojega mnenja in moja osnovna ideja, poleg strpnosti, solidarnosti, tolerance, tega junaštva, ki so ga imeli partizani, da bi vse to pobrali, da živimo skupaj, spoštujemo vse različnosti. Hotel sem pa povedati, da v tej Evropi jaz kot optimist vidim tudi rešitev, da bomo prišli v neko svetlo bodočnost brez nabiranja denarja za orožje, za bombe, za granate, kajti več topov, več atomskih bomb prinaša konec. Ali ni zadosti, da imamo 2, 3, 5 atomskih bomb za to Evropo, ali jih moramo imeti 5000? In ta poziv je napačen. Jaz sem 9. maja lani rekel, da se mora Evropska unija širiti slovansko dušo. Poleg Balkana sem predlagal, da gre sta Evropsko unijo tudi Ukrajina in Rusija. Potem ni razlogov za vojne. In to pričakujem, da se bo to zgodilo z dekretom še letos, kajti pozabili smo, kaj je bilo leta 1945, jaz sem rojen po tem obdobju. Pozabili smo, kaj je bilo leta 1991 v celi naši regiji in dodatnega učenja ne potrebujemo. Vidimo slike iz Ukrajine, vidimo slike iz Gaze in kdor ne čuti pri teh slikah iz Gaze, da je to tragedija naše družbe, ko gledamo te otroke, kako trpijo, ne krivi, ne dolžni. Zato pravim, Evropska unija se mora razširiti, postati ena celina, ki bo lahko odgovarjala tudi na te trgovske zahteve in želje, tako Amerike, kot tiste, ki hoče biti vodilna na svetu, Kitajske. Če to naredimo, dodamo še Turčijo, nas bo cirka 700 milijonov Evropske unije v Evropi in to je odgovor, da smo lahko tudi enakopravni sogovorniki z vsemi velesilami, rekel sem, obema, ne z Ameriko in pa s Kitajsko. Zato, da bomo to razumeli, je moja želja, da smo ponosni na ta dan, danes je preddan pred 8. marcem, na 9. maj, na svobodno Evropo, tudi Evropska unija je povzela 9. maj kot svoj dan, jasno po Ljubljani, mi smo bili pred tem. In to je zahvala tistim, ki ste to naredili, jaz sem sam to povzel. Spoštovane in drage Toršice, iskrene čestitke za vaš praznik, ne bo vsak dan lep, vedno ste dobrodošli v najlepšem mestu na svetu in dokler imamo tu Julko, ki poskrbi za organizacijo za vsaki vrsti, potem smo lahko mirni. Jaz se posebej veselim tega nagovora naše častne meščanke iz Slavnostne Gornice, kajti podučila me na zadnjem srečanju častnih meščani in meščankami, je rekla, veš Zoran, jaz te bom kar tikala, kar je meni v ponos, kajti tikamo tiste, ki smo prijatelji. In prijateljstvo, toleranca, solidarnost, junaštvo naj bo osnova razvoja najlepšega mesta na svetu. Srečno za 8. marec, iskrene čestitke in pa naj bo nam vse skupaj en lep dan. Hej, brigade, hitite razporit,
zakrite požigalce slovenskih domov. Hej, mašinca, zagodi naj odmeva, povsod naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Hej, mašinca, zagodi naj odmeva, povsod naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Kje so meje pregrade za slovenske brigade, ne za nas ni pregrad in ne mej. Po slemenih oblačnih in po grapah temačnih se od zmage do zmage naprej. Po slemenih oblačnih in po grapah temačnih se od zmage do zmage naprej. Čez poljane požgane, tja do bele Ljubljane, naša vojska prodre kot vihar. Dokler tu so brigade, ko zemljo nam ukrade, na Slovenskem smo mi gospodar. Dokler tu so brigade, ko zemljo nam ukrade, na Slovenskem smo mi gospodar. Narodne herojinje so bile del bojnih brigad, pa tudi del zaledja, ki je omogočalo delovanje partizanski vojski. Med njimi so bila mlada dekleta, ki so šele začenjala svoja življenja. Ženske v cvetu svojega življenja, ki so se borile za obstoj svojega naroda. In matere, ki so podprle delovanje partizanske vojske tako z lastnim delom, kot tudi za svojo vzgojo otrok v duhu narodno-osvobodilnega boja. Med njimi je bila na primer Antonija Kucler, mati 10 otrok, ki je s smetmi na partizanske položaje vozila orožje in municijo, shranjeno v njihovi domači hiši. Borcem, terencem in kurirjem je nudila varno zatočišče, kar so ji Italijani kruto maščevali. Avgusta leta 1942 so obkolili njihovo hišo in jo zažgali. Otrokom je uspelo pobegniti v gozd, Antonijo in njenega moža pa so ujeli. Moža so ustrelili kar tam, pred domačo hišo. Antonijo pa so odpeljali v ljubljanski zapor, kjer so jo mučili. Kot talka je padla v gramozni jami, kjer na spomeniku še danes lahko preberemo njeno ime. V partizanih je padlo tudi 5 njenih sinov. Antonija Kucler je bila prava partizanska mati, mati naroda. Slovenski narod lahko primerjamo s samorastniki. Metin govor iz Samorastnikov Prežihovega Voranca bo recitirala Marjana Brecelj. Z vami je tako. Vi niste kakor drugi otroci. Vi ste samorastniki. Vi se niste odzibali po zibelkah. Vaše zibelke so razgoni, brazde, zare, kjer vas je žgalo sonce in vas je močil dež. Ob teh zibelkah so vam popevale tutujke in prepelice. Svetila vam je strela, budil vas je grom. Zato ste ko samorastniki. Sami ste se izlevili, brez goje, kot izgubljena samorastna seta v razgonu. Kakor se samorastnik zgrabi z okolico, tako se morate vi, hudabivniki, zgrabiti življenjem. Kjer stojite, poženite korenine. Ne dajte se teptati od drugih. Ne prenašajte ponižno krivic, ali tudi vi ne prizadevajte nikomur, nobenemu bližnjemu kakih krivic. Poglejte, mene so položili na martrnico, ko še dobro vedela nisem, kaj je svet. Mogoče bodo polagali tudi vas. Tedaj stisnite zobe in si mislite, da ste samorastniki, da ste hudabivniki. Zdaj po meni vas je 9. Čez 50 let vas bo lahko že 100. Čez 100 let vas bo 5-krat, 10-krat toliko. Potem si boste združeni lahko priborili svojo enakovrednost, svoje pravice.
Sedaj, ko praznujemo 80. obletnico konca vojne, je čas, ko se spominjamo vseh, ki so nam omogočili, da že 80 let živimo v miru. Skoraj polovica narodnih herojinj je umrla še preden bi zakorakale na pot odraslosti. Bile so dekleta, na pragu življenja. Najmlajša med njimi je bila Slava Klavora, ki je umrla stara le 20 let. Med njimi so borke ženskega voda pohorskega bataljona, Ljudmila Kerin, Milka in Pavla Mede s partizanskim imenom Katarina, pa primorska legenda Mihaela Škrapin, Drina, Belokranka Milka Šobar, Nataša, Ljubljančanke Marija Šilc Majda, neustrašna borka, ki je jurišala na čelu novincev Zorka Regancin, Ruška, ki je kot ilegalka kar v kantah za mleko preko žice nosila orožje in pomembna sporočila, pa Danila Kumar Andreja ter Majda Vrhovnik Lojska, ki je delala v ilegalnih tiskarnah, pa tudi kot vohunka in partizanka. Nikakor ne smemo pozabiti na neustrašno Liziko Jančar Majdo, ki je bila z bratom Rudijem organizatorka Radia Kričač. Slovenci, poslušajte Slovenci, govori Osvobodilna fronta. Govori Osvobodilna fronta. Govori Osvobodilna fronta. Kot radiotelegrafistka se je pridružila partizanom Dolomitskega odreda. Med italijansko ofenzivo se je kot ena izmed redkih preživelih uspela prebiti iz obroča v Belški grapi. Soborko jo je v vasi Belo zajela patrulja belogardistov. Mučili so jo. Svojo pripadnost partizanskemu boju in njegovim simbolom, kapi Titovki, je plačala življenjem. Med pretepanjem ji je namreč Titovka vedno znova padala z glave, ona pa si jo je nadela nazaj na glavo in pri tem ponavljala: kamor grem jaz, ne gre tudi kapa. To je razbesnelo belogardističnega kapetana, da je potegnil pištolo in jo s 3 streli pokončal. Nekoliko starejše so bile Reska Dragar Olga, Silvira Tomazini Slovenka, Malči Belič, Tončka Čeč Olga in Vida Janežič Lučka. Bile so zaprte v zaporih in okrutno mučene. Podobno usodo je delila tudi Antonija Kucler, ki je bila prava partizanska mati. Mož in vsi njeni otroci so od samega začetka okupacije sodelovali v narodno-osvobodilnem boju. V njihovi hiši je bilo skladišče orožja in municije, ki ga je Antonija vozila na partizanske položaje. Organizirala je ženske, da pomagajo borcem, jim nudila varno zatočišče. Med italijansko ofenzivo v Dolomitih je nahranila celo partizansko četo. Pri njih so bili vedno dobrodošli terenci, kurirji in borci. Leta 1942 je italijanska vojska Kuclerjevo hišo obkolila in požgala. Otrokom je uspelo uiti v gozd, moža so ustrelili, Antonijo pa odpeljali v ljubljanski zapor. Kljub mučenju ni odgovarjala na okupatorjeva vprašanja. Padla je kot talka v gramozni jami. V partizanih pa je padlo tudi 5 njenih sinov. Le peščica narodnih herojinj je vojno preživela. Adriana Družina Olga, Albina Mali Hočevar, Lidija Šentjurc Joža, Mira Svetina, Vlasta in Vida Tomšič. Med ključnimi osebami za uspešno in učinkovito delovanje Osvobodilne fronte v Ljubljani je bila Mira Svetina Vlasta, ki je bila od septembra 1942 do oktobra 1944, ko je bila tudi ona prisiljena zapustiti Ljubljano, samostojna poverjenica Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije in izvršilnega odbora Osvobodilne fronte za Ljubljano. Svojim obveščevalnim in organizacijskim delom je pomembno prispevala k številnim uspehom Osvobodilne fronte. Tudi po vojni je ostala dejavna in aktivna v različnih pomembnih funkcijah. Bila predsednica glavnega odbora Rdečega križa Slovenije in članica Ustavnega sodišča. Nikakor pa ne smemo izpustiti tudi Vide Tomšič, ki je bila večkrat zaprta zaradi svojega ilegalnega dela. Danes pa je znana predvsem zaradi svojega političnega delovanja med vojno in po njej. Zaradi svojega mednarodnega delovanja in zastopanja Jugoslavije v okviru gibanja neuvrščenih je postala državljanka sveta in ponesla vrednote narodno-osvobodilne borbe v svet in večnost. Kot je rekla Vida Janežič Lučka, ena izmed narodnih herojinj: mi smo temelj, na katerem se gradi nov svet.
Sini moji, moji fantje zlati, ki borite se v gorah, naj ne bo vas zame strah. Zdrava sem in delam spet pri vas. A v zaporu mi bilo je, kot bi konji me steptali. Z mano so tako ravnali, sini moji, moji fantje zlati, da bi skoraj vam umrla mati. Sini moji, moji fantje zlati, krila bi vam morala ob rojstvu dati, krila in roke mogočne, kot so hrasti, ki nad vami zdaj šume. Pa sem dala vam le eno srce, a tega iz prsi zrujte in viharjem ga darujte. Sini moji zlati, vas bom še gladila po laseh. Če ne vrne se nobeden od treh, sini moji trije fantje zlati, žalostna bo, a ponosna vaša mati.
pa ji je vzela. Spavaj, draga lipica, večno ne bo spala, nova pomlad zelena, nov bo cvet pognala. Zopet bodo ptičice, ptičice vesele, pesmi nam prepevale, pesmi žvrgolile. Je, pije, spi in razmišlja edino, kako bi še drugim jemal. Zmeraj ravna, kakor njemu podobna drhal. Nikdar ne tvega in se ne bori. Zmeraj z večino drži. Vse je dobil že v trenutku, ko se je izvolil roditi na svet, da vse življenje bo hodil po varnih poteh. Eni pa vendarle hočejo več. Tisti postanejo meč. Plane, plane jasni plamen v hudi čas ognjenih znamen. Rojen si na nakovalo, čas je kladivo, ki kuje in koval te bo vse huje. Kladivo in nakovalo. Malo, malo bo ostalo teh, ki jih ne bo razklalo kladivo in nakovalo. Malo, malo bo zdržalo tistih, kar jih je izbralo kladivo in nakovalo. Vse je zaman, kar so vpijali v glavo nam, ko smo otroci bili. Tu ni prihuljenih hrbtov, ne sklonjenih glav. Tu lahko rečeš le da ali ne. Tu ni dvomljivih izjav. Tu ni slišati črede, ki puhle besede čveka dan na dan. Tu ni prostora za tolpo previdnih podgan. Tukaj se kuje, iskri in žari. Zlomljen boš ali skovan. Kuje, neizprosno kuje, vsakogar poimenuje. Kladivo in nakovalo. Eni žlahtna sokovina, drugi plehka pločevina. Kladivo in nakovalo. Razdeli nas ostri plamen, to je les in to je kamen. Kladivo in nakovalo. Kamen mora se zdrobiti, les se mora upepeliti. Kladivo in nakovalo. Ko skovana so rezila, bodo vjutru prekalila in se pesem kladiva konča. V rosni travi obležijo, v ranem srcu zablestijo Svetli meči novega sveta.
Gotovo ste prepoznali pesem Svetlane Makarovič, Kladivo in nakovalo, ki sta jo recitirala Ema Erna Weber in Luka More, dijaka gimnazije Poljane, ki sta se pripravljala pod mentorstvom Mateje Pandel. Pesmi pa je sledil kvintet saksofonov glasbene šole Franca Šturma, mentor Tadej Božič. Narodne herojinje so bile svetli meči, ki jih je prekalil in izkoval čas druge svetovne vojne. Kot je rekla Vida Janežič Lučka, nekdanja Poljanka, so bile temelj, na katerem smo zgradili nov svet, našo sedanjost. Predstavljale so svetel ideal in delo številnih med njimi je segalo tudi v čas po vojni. Med temi naj izpostavim Vido Tomšič, ki je tudi po vojni ohranjala žive vrednote narodno-osvobodilnega boja in se borile za pravice vseh, predvsem pa žensk. Vida Tomšič se je borila za prepoznavanje in spoštovanje človekovih pravic po svetu in se udeleževala različnih mednarodnih dogodkov. Tako so naše ženske postale državljanke sveta in prisostvovale pri ključnih mednarodnih dogodkih. Danes je med nami še ena pomembna državljanka sveta, Anica Mikuš Kos. Anica Mikuš Kos se že celo svoje življenje bori za boljšo prihodnost, predvsem otrok po vsem svetu, tistih, katerih otroštvo je kruto prekinila vojna. V čast in veselje nam je, da lahko Anico Mikuš Kos, častno meščanko mesta Ljubljane, predsednico filantropije in predvsem veliko človekoljubko povabim, da svoje preudarne misli poveže v današnjem slavnostnem nagovoru. Že vse v redu. Ni treba nič stran stati. Vedno sem v zadregi, kako naj nagovorim navzoče, pa si bom sposodila besedo od Kajuha, ljudje, dragi ljudje, spoštovani ljudje. 8. marec je lep dan. Spominja nas na plemenita junaška prizadevanja in delovanja žensk, ne le za pravice žensk, temveč za pravičnost, človečnost, mir, bratstvo vseh ljudi na svetu. To je svečani dan, ko smo žene in dekleta prijemale rože, so nam čestitali in smo si čestitale. Pomen 8. marca se je ohranil do danes, vendar morda v manj udarni, čustveno manj polni obliki, morda tudi zato, ker je vsaj v državah z visokim ekonomskim standardom bilo veliko doseženega, kar zadeva pravice žensk. Človeške družbe se ne razvijajo premočrtno. So odstopi nazaj, so zastoji in seveda so premiki naprej. V sedanjem času doživljamo žal veliko premikov nazaj in negativnih odklonov tudi na področju pravic žensk. V veselje in med rože se danes upletajo skrb, tesnoba, jeza, ogorčenje glede izjav, namer, ukrepov odločevalcev, politikov in predvsem lastnikov kapitala, tistih, ki imajo moč odločati o vojni in miru, o bedi in bogatstvu, o lakoti ali prehranjenosti ljudi. Razočarale so nas demokratična ureditev, vsaj takšna, kakršna je sedaj, in njene institucije. Preplavlja nas občutek nemoči, da bi kot posameznice ali posamezniki lahko spremenili današnje družbene tokove in ideologije. Če Organizacija Združenih narodov ne more preprečiti ali ustaviti vojn, kaj neki lahko storim jaz kot posamična državljanka? Še posebej boleča so ta doživetja za nas redke še živeče, ki smo doživeli drugo svetovno vojno, in za tiste, ki so jim bili ubiti, mučeni, bližnji sorodniki, prijatelji in vojni tovariši. Pa tudi za tiste, ki smo doživeli radost odpravljanja mnogih krivic življenja v državi, ki je imela za cilj enakost, bratstvo, svobodo. V tem vesolju razraščajočega se občutka nemoči, odsotnosti kakšne jasne, široko sprejete vizije dogajanj, ki bi vnesla v naš svet varnost,
pred človeškim nasiljem in pred propadom naravnih okolij, pa še vedno nemalo ljudi, mladih in starih, žensk in moških, ki dejavno iščejo poti v boljši svet, ki si prizadevajo za prevlado dobrega nad slabim. Eni počno to kot socialni aktivisti, drugi v okviru svojih poklicnih vlog, mnogi pa preprosto kot ljudje, ki sejejo semena človečnosti, medosebne podpore, pomoči drugim in drugemu v stiskah. S svojimi besedami, delovanjem in odnosi prispevajo v družbeno tkivo dobro, solidarnost, zahteve po pravičnosti in enakih možnosti za vse. O teh sejalcih žal zvemo premalo, le bledo so prisotni v naši podobi sveta. Informacijsko vesolje je predvsem zapolnjeno s poročanjem o slabem in novicami o slabih ljudeh. Med dejavnosti, ki delujejo kot protivtež slabemu, ki se dogaja v družbenih tkivih, sodi vzgoja otrok. Pri tem imamo ženske še posebno pomembno vlogo. Premišljamo o družbenem sistemu, ki je najbolj univerzalen, to je šolski sistem, saj vključuje vse otroke v razvitih, bogatih državah, seveda tudi v Sloveniji. Kritiziramo nemalokrat upravičeno šolski sistem in pri tem spregledamo množico učiteljic in učiteljev, ki skozi zadnja vrata vnašajo vrednote in prakse povezanosti razredne, šolske, krajevne in državne skupnosti, vzgajajo pri otrocih občutek odgovornosti za druge in drugega. Na prvo mesto sem dala učiteljice, pa ne le iz vljudnosti. Ženske tvorijo večinski del pedagoških delavcev, znatno prevladujejo v vzgojiteljskem in učiteljskem poklicu. Vzgoja v šolskem sistemu sloni na ženskah. In seveda, predvsem vsak otrok ima mater in matere smo ženske. Priznati moramo, da imajo ženske pri vzgoji otrok posebno vlogo, ki izhaja iz biološke in družbene stvarnosti. Vem, da se to včasih ne sliši dobro, ampak vendarle. Ženske smo najbolj prisotne v življenju otrok. To je v obdobju življenja, ko je človek najbolj dojemljiv za zunanje vplive, ki oblikujejo njegovo podobo sveta, vrednote, pripravljenost za aktivno vključevanje v prizadevanje za dobro. Ženske smo matere, ženske vzgojiteljice 98%, ženske učiteljice 75%. Vzgoja za družbeno pravičnost, enakopravnost, solidarnost, človeško dostojanstvo za vse ljudi, ohranjanje miru in varnosti, za aktivno iskanje rešitev za izzive sodobnega, naglo se spreminjajočega sveta in grozečih zlih družbenih dogajanj je pomemben prispevek žensk današnjega časa k miru in človečnosti. Ne gre za prelaganje vzgoje na ramena žensk ali za kako dokazovanje prevladujoče vloge matere pri vzgoji otrok, le za preprosto dejstvo, da ženske preživijo več časa z otroki kot moški, so ob otrocih v različnih življenjskih okoliščinah, ki so lahko učne ure socializacije za delovanje v skupnosti. Vrednote in delovanje, ki jih pokrivajo besede enakost, bratstvo, svoboda, lahko prenašamo s pravljicami, resničnimi zgodbami, pesmimi, literarnimi teksti, slikami, spomini. Te povedi ali melodije ali slike se ne bodo dotaknili vseh otrok, mnogih pa se bodo, drugih pa se bodo spominjali na nje pozneje kot odrasli. In seveda najbolj pomembno je vedenje, zgled, ki ga dajejo matere, učiteljice otrokom. In če si smem pri svojih 90 letih dovoliti nasvet, mame, stare mame, varuške, vzgojiteljice, učiteljice, pogovarjajte se z otroki o pomoči človeku v stiski, o skupnosti, o dobrem, o pravičnosti. Zapojte jim pesem o ljubezni, o tovarištvu. Predvsem pa gojimo in vzpodbujajmo pri ljudeh v vseh življenjskih obdobjih, pri starih, mladih, aktivno udeleženost pri ustvarjanju sveta v času, ki ga živimo. In živimo v času, ko bi se morali vsi vprašati, kaj sem storila, kaj sem storil, kaj počnem za dobrobit skupnosti, za omejitev slabih dogajanj na našem planetu.
Ne gre za junaška dejanja, kot so jih storile herojinje narodno-osvobodilnega boja. Živimo pač v drugačnih časih. Gre za na videz drobne prispevke, večinoma številnih posameznic in posameznikov, ki vplivajo na vrednote in stvarnost socialnega tkiva. Od slehernega med nami je odvisno, kaj se bo zgodilo, koliko bo pravičnosti na tem svetu, kakšni ljudje ali roboti bodo uravnavali naš svet. Vsi tvorimo množico in skupnosti, ki imajo moč uravnavati socialna dogajanja. Aktivirajmo se, ženske in moški, za današnji boljši svet in za boljši svet naših otrok in njihovih otrok. Ob 80-letnici zmage nad fašizmom je še vedno ustrezno, da združimo dve gesli boja za svobodo in pravičnejši svet. Smrt fašizmu in ljudje vseh dežel, združite se v prizadevanjih za mir, svobodo, bratstvo in enakost. Hvala.
pesem ni le moja pesem. To je boj vseh nas. Moja pesem ni le moja pesem. To je krik vseh nas. Biti mlad v teh težkih časih, to se pravi brez mladosti biti mlad. Zreti starega sveta propad, skrivati premnogo nad. To se pravi biti mlad. Pa je vendar sreča biti mlad in poln nad. Sreča je biti mlad in poln upanja na boljšo, lepšo prihodnost. Nikoli in nikdar ne smemo obupati. Tudi današnji časi prinašajo izzive. Vojne, podnebne spremembe, nestabilne gospodarske razmere, nezaupanje v znanost. Pa vendar lahko spremenimo ta svet na bolje. Da bo lep in svetav kot naslednja točka, ki so jo skupaj pripravili učenci glasbene šole Franca Šturma pod mentorstvom Tomaža Kolarja in baletne plesalke baletne šole Stevens, ki jo vodi Nena Vrhovec, slovenska baletna prvakinja, pedagoginja, koreografinja in prejemnica strokovne nagrade Lidije Vajsjakove za življenjsko delo 2022. Velika sreča, pa tudi odgovornost je imeti voljo, energijo in moč, da lahko spreminjamo svet na bolje. K temu nas vodijo tudi vrednote narodno-osvobodilnega boja. Tovarištvo, enakopravnost, socialna pravičnost, humanost, domoljubje, svoboda. Te vrednote v Ljubljani živi in uteleša častna meščanka, predsednica naše borčevske organizacije Julijana Žibert, naša Julka, ki je tudi letošnja prejemnica priznanja. V najvišjem priznanju Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, listine Zveze združenj borcev za vrednote NOB, ki jo letos prejema tovarišica Julijana Žibert, je zapisano takole. Tovarišica Julijana Žibert živi vrednote narodno-osvobodilnega boja, vse odkar je še kot deklica doživela drugo svetovno vojno. V organizaciji Zveze združenj borcev za vrednote NOB deluje že več kot 30 let.
V tem času je poskrbela za ohranjanje tako nesnovne kot materialne kulturne dediščine, posvečene NOB. Neprestano svojim delom na terenu in zgledom skrbi za spoštovanje in ohranjanje vrednot narodno-osvobodilnega boja. Za vse svoje člane ima vedno široko odprta vrata, njihovim stiskam pa prisluhne z razumevanjem in toplino. Svojo potrpežljivostjo in preudarnostjo pogosto deluje kot ključen povezovalni element med različnimi, tudi mednarodnimi organizacijami. Ker je danes tu zbranih večina njenih članov, so se na Zvezi Združenj borcev za vrednote NOB odločili, da je listino podelijo kar na današnji slovesnosti. Na oder tako vabim predsednika ZZB za vrednote NOB Slovenije, Marjana Križmana, ki ji bo listino izročil, in Julijano Žibert, predsednico Zveze Združenj borcev za vrednote NOB Ljubljana, častno meščanko mesta Ljubljane in prejemnice listine ZZB za vrednote NOB Slovenije. Vsi lepo pozdravljeni danes na današnji proslavi. Hvala, vaš predsednik, da si vzel čas in da si mi podelil to visoko priznanje. Moram pa reči, da to priznanje pomeni seveda priznanje za delo, pa tudi velika obveznost za v bodoče. Predvsem mislim, da en sam človek zelo težko naredi veliko, če nima ljudi okoli sebe, ki pravzaprav delajo z njim. In vsi danes, ki ste tu v dvorani, večina naših članov iz naših združenj in pa iz naših krajevnih organizacij, ste moji dobri sodelavci in skupaj smo lahko to dosegli, zato to priznanje seveda velja tudi za vas. Hvala vam lepa vsem. Seveda pa mi vseh teh zadev v Ljubljani, ki jih delamo, ne bi mogli doseči v taki veličini, če nas ne bi podpirala Mestna občina Ljubljana, predvsem pa župan Zoran Janković. Zoran, tudi tebi hvala za vso podporo. In tvoje podpore in sodelovanje si želimo tudi v bodoče. Hvala lepo vsem. Tako priznanje, kot je prejela Julka, je najvišje priznanje, prejmejo ga le redki. Z največjim veseljem sem ga danes izročil, kajti Julka sedi v našem predsedstvu, ker ni vedno lahko, veste. Ampak če imaš take ljudi, kot je Julka, pa še nekaj je takih. Je še nekaj takih, ja. Potem je veliko lažje, kajti kadarkoli je treba sprejeti odločitve, se najprej posvetujem s takimi ljudmi. In upam, da smo sprejeli zelo malo slabih odločitev, verjetno zelo malo, prav zaradi takih ljudi, kot je Julka in njej podobni. Hvala lepa. Današnji kulturni program se s tem počasi zaključuje. Naj se ob koncu iskreno zahvalim vsem današnjim nastopajočim, partizanskemu pevskemu zboru, zborovodjo Alino Kolomitec in ob spremljavi Branka Sladiča na harmoniki. Igralki Marijani Brecelj, baletnim plesalkam in plesalcu, baletnim plesalkam in plesalcu baletne šole Stevens pod vodstvom Nene Vrhovec.
učenkam in učencem glasbene šole Franca Šturma z mentorji. Dijakinji in dijaku gimnazije Poljane, ki sta se pripravljala pod mentorstvom Mateje Pandel. Program so povezovali Mojca Poredoš in Lina Vozni, scenarij je pripravila doktorica Mojca Poredoš, projekcija Iztok Pipan, televizija Medvode. Iskrena hvala vsem vam za spremljanje današnjega programa. Slovesnost bomo zaključili s partizansko pesmijo v izvedbi Partizanskega pevskega zbora pod vodstvom Aline Kolomitec in ob spremljavi Branka Sladiča na harmoniki. Po zaključku pa vas v imenu organizatorjev in častnega pokrovitelja današnje slovesnosti prijazno vabimo v preddverje na tovariški klepet in pogostitev. Hvala. Hvala. Na juriš, ki borcev vihra skozi hoste, so vragove vrste so goste, udari navali, usekaj izpali na jurišo, hej partizan, pred tabo svobode je dan. Udari navali, usekaj izpali na jurišo, hej partizan, pred tabo svobode je dan. Na juriš, maščujmo požarne domove, maščujmo vse naše grobove, preženi besneče in reši trpeče na jurišo, hej partizan, pred tabo svobode je dan. Preženi besneče in reši trpeče na jurišo, hej partizan, pred tabo svobode je dan. Na juriš, si bratje teptani za nami, svobodo si vzamemo sami, skoz rat in trpljenje v lepše življenje na jurišo, hej partizan, pred tabo svobode je dan. Skoz rat in trpljenje v lepše življenje na jurišo, hej partizan, pred tabo svobode je dan. Nekdaj z bolestjo smo sebe zaprli, svoje ponižanje, svoje globe. Krik maščevanja na ustih zatrli, ga zakopali globoko v srce. Toda glegnani v vihar je presilen, kot pajčevine raztrgal okol. Šinil je zopet žar novega dneva, tja do poslednjih primorskih domov. Šinil je zopet žar novega dneva, tja do poslednjih primorskih domov. Strojnice svojo so pesem zapele, zrak je pretreslo grmenje topov. Širne poljane so v ognju vzplamtele, klic je svobode vstal sredi gozdov. Širne poljane so v ognju vzplamtele, klic je svobode vstal sredi gozdov. Stala Primorska si v novo življenje.
dvignjeno glavo, korakajmo v čas. Borbah ponižanju, zmagah trpljenju, našla si končno svoj pravi obraz. Našla si končno svoj pravi obraz. Slovenci kremeniti, le stopimo v korak, da osvobodimo svoj domači prag. Čez gore, čez polja, po svetu najdolji, Slovenija junaška, svobodna si žeti. Čez gore, čez polja, po svetu najdolji, Slovenija junaška, svobodna si žeti. Mladeniči, mladenke, vsi starci in žene, za svobodo našo, vsi naj se bori. Čez gore, čez polja, po svetu najdolji, Slovenija junaška, svobodna si žeti. Čez gore, čez polja, po svetu najdolji, Slovenija junaška, svobodna si žeti. Svoboda res je zlata, svoboda nam je vse, zanjo če bo treba, vsakdo naj umre. Čez gore, čez polja, po svetu najdolji, Slovenija junaška, svobodna si žeti. Čez gore, čez polja, po svetu najdolji, Slovenija junaška, svobodna si žeti. Hej, brigade, hitite, razpodite, zatrite požigalce slovenskih domov. Hej, mašinca zarodi naj odmeva, posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Hej, mašinca zarodi naj odmeva, posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Kje so meje pregrade za slovenske brigade, ne za nas ni pregrad in ne mej. Po slemenih oblačnih in po gravah temačnih se od zmage do zmage naprej. Po slemenih oblačnih in po gravah temačnih se od zmage do zmage naprej. Čez poljane požgane, tja do bele Ljubljane, naša vojska prodre kot vihar. Dokler tu so brigade, kdo zemljo nam ukrade, na Slovenskem smo mi gospodar. Dokler tu so brigade, kdo zemljo nam ukrade, na Slovenskem smo mi gospodar. Thank you.